vseeno. Ker ljubimo svojo domovino Slovenijo, pred 22 leti osamosvojeno, a vendar še ne osvobojeno svom preteklosti, ki kot da želijo podtati demokracijo in prihodnost. Tu smo za evropsko Slovenijo, ker želimo in zahtevamo, da ostane pravična država za vse. V marsičem smo zašli v slepo ulico, v moralnem pogledu, pa v omalovaževanju lastnih državnih in domovinskih čustev. Pod parolo tako imenovanega nacionalnega interesa je gospodarska kriza razgalila elite, delavce pa pahnila na cesto, podjetja v propad. V Sloveniji se razrašča nezaupanje v pravo, v pravico, še kako nas skrbi za prihodnost naših otrok. Dovolite, da posebej pozdravim nekatere člane civilno-družbenih gibanj. Nocoj je z nami prvi predsednik prve demokratične stranke SNS, gospod Ivan Mumin. SDS, gospod Janez Janša. Podpredsednik Nove Slovenije, gospod Aleš Hojs. Civilno-družbenih gibanj, pridružujejo pa se že nova, se je povezalo in s pomočjo Svetovnega slovenskega kongresa oblikovalo naslednjo deklaracijo. Spoštovani, predstavljam jo predstavnik civilne družbe, gospod Jože Močinak. Spoštovani in dragi rojaki, civilno-družbene organizacije in gibanja, ki predstavljamo širok spekter slovenske družbe, ugotavljamo, da so razmere v naši domovini dramatične. Slovenija je čedalje bolj pade centrom moči, ki jim je več za preživetje svojih skupin in klubjev, kot za blaginjo vseh državljanov in državljanov, zdravo gospodarsko in bančništvo, stabilno socialno varnost, pošteno in pravično pravosodje, profesionalne medije, učinkovito in dostopno zdravstvo, pozitivno družinsko politiko, kvalitetno izobraževanje ter trajni razvoj države za vse generacije. Slovenci smo v zadnjega četrt stoletja stopili na pot v svobodno demokratično družbo in doživeli veliko medalno priznanje, ko smo kot prva slovanska država predstavljali Evropski uniji. A žal se svobodna demokratična družba, pravičnosti in enakih možnosti za vse v državi ni uveljavila. Vladajoča nomenklatura, ki nas je v prejšnji državi peljala v bankrot, je po osamosvojitvi brutalno uveljavila svoj vpliv v vseh sferah družbe. Slovensko državo si je razdelila v interesna področja, sedaj pa jo izčrpava na škodo slovenskega naroda, tako v domovini, kot v zamejstvu in izseljenstvu. Poizkusi oživljanja socializma, jugonostalgija ter razmah protievropskih čustev kažejo na neuspešen proces tranzicije in opominjajo na nevarnost drsa v mehki totalitarizem. Pomladni ideali v Sloveniji kot parlamentarni demokraciji in svobodnem tržnem gospodarstvu, utemeljeni na vladavini prava, se niso uresničili. Izpostavljamo zlasti razkroj vrednostnega sistema, ki se med drugim razgalja tudi v katastrofalnem stanju slovenskega pravosodja. Dogodki zadnjih let in zlasti zadnjega obdobja so privedli do usodnega padca zaupanja v pravno državo in utemeljenega občutka nepravičnosti,
kar vodi v anarhijo in erozijo spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V civilni družbi ocenjujemo, da so zaradi slabega delovanja pravosodja resno ogroženi temelji slovenske državne skupnosti. Pravosodje je z redkimi izjemami v največji meri odgovorno za nesankcioniranje velikih gospodarskih poškodovanj. Posledice so socialne krivice, blokiranje razvoj države, mladi so brez služb in oropani prihodnosti. Državljani vedno znova plačujemo posledice katastrofalnega upravljanja državnih podjetij, bank in ustanov, za kar nihče ne odgovarja. Priča smo primerom politične instrumentalizacije pravosodja, sodno v imenu ljudstva brez ustreznih dokazov. A na drugi strani popolni pasivnosti pravosodja glede obsod najhujših zločinov v zgodovini Slovencev, ter izbruhom nestrpnosti, dobremiročih in drugače mislečih. Vse to povzroča razraščanje moralnega relativizma, v katerem je enim dovoljeno vse. Večina pa je prepuščena finalnim dogovorom dosegom te ali one ideje oblasti. Spoštovanje. Slovenija tone v brezperspektivnosti negativne kadrovske selekcije, v kateri mlajša in srednja generacija izgubljata upanje in možnosti ustvarjalnega prispevka pozitivnemu razvoju družbe. Priča smo novih emigracij visoko izobraženih mladih ljudi. Z neverjetno lahkoto se zatira kvaliteta v zameno za poslušnost in vodljivost. Vse z namenom ohranjanja obstoječih monopolnih centrov moči, ki v marsičem delujejo kot kriminalne službe. Večina medijev ne opravlja vlogi kritičnega analitika, ki bi anomalije v družbi nastavili nepristransko gledalo, pač pa jih svojo servilnostjo omogočajo in dopuščajo, ali pa so celo kreatorji afer, s katerimi usmerjajo pozornost od bistvenih problemov nebistvenih. Spoštovanje. Podpisniki deklaracije vabimo vse Slovence in državljane, naj pozorno spremljajo dogajanje v državi, ter izostrijo kritičen odnos do nedopustnih ravnanj v družbi. Živimo v času najhujše moralne, politične, gospodarske in finančne krize po osamosvojitvi. Znašli smo se v razvojni slepi ulici. To nas sili v povezovanju vseh ljudi dobre volje. Gre za odpor proti ustrahovanju ter za zaščito civilizacijskih vrednot, ki so nujen pogoj za obstoj slovenskega naroda in sožitje vseh državljanov. Ne sme biti izgovor, vsak mora v imenu prihodnosti storiti tisto, kar lahko. Deklaracijo je doslej podpisalo že 32 civilno-družbenih gibanj, in sicer Civilna iniciativa za družino in pravice otrok, Društvo Carus Bartolomeus, Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Družinska pobuda, Družinski center Betanja, Evropska Slovenija, Frančiškova mladina Slovenije, Inštitut dr. Janeza Evangelista Greka, Inštitut dr. Jožeta Pučnika, Inštitut Nove religije, Izseljensko društvo Slovenija v svetu, Katoliška karizmatična prenova Slovenije, Katoliško študentsko gibanje Sinaj, Krščansko bratstvo vodnikov in invalidov, Marijino delo gibanje Fokolaro, Prevodimo Slovenijo, Rafaelova društva, Slovenski goriški klub Skala, Slovenski katoliški izobraženci, Slovenski odbor za NATO, Slovensko biblično gibanje, Zavod za družino in kulturo življenja Kurkasi, Zbor za republiko, Zbor za vrednote, Združenje obliki sprave, Združenje animatorjev oratorija, Združenje slovenskih katoliških zdravnikov, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zveza sindikatov upokojencev Slovenije, Zavod Istreni Pikarit, Društvo civilna iniciativa Malečnik, Vseslovenska civilna pobuda Dimnik, Civilno združenje za nadzor institucij, Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije Slovensko-španski poslovni klub ECE in Evropska unija poslovna akademija. k podpori
za deklaracijo za pravično Slovenijo vabimo vse civilna družbena gibanja ljudi dobre volje, s katerimi delimo skupne vrednote. Priložnost za podpise bo že nocoj.